V pločevinki grejemo vodo, dokler ne zavre. Pločevinko nato hitro obrnemo in potopimo v posodo hladne vode. Kaj se bo zgodilo? A. S pločevinko se ne bo zgodilo nič. B. Pločevinka bo eksplodirala. C. Pločevinka se bo v trenutku skrčila. Ali D. Pločevinka se bo začela počasi krčiti. Kaj mislite, da se bo torej zgodilo s pločevinko? Čas se izteka, rumeni, odgovorite počasi. Pločevinka se bo v trenutku skrčila, pravita obe ekipi. No, čas je, da prižgemo gorilnik. Plastenke, ki jih imamo poleti na vročem soncu, nato pa jih zaprte prenesemo v hladen notranji prostor, se skrčijo. To se zgodi zaradi tlaka v notranjosti, ki pade zaradi ohladitve snovi, ki jo vsebujejo. Dokažimo. Ko v pločevinki segrevamo vodo, se v kapljevinskem stanju znotraj pločevinke spremeni v paro. To vidimo, da se že dogaja. No, to pa potisne zrak iz odprtine. Ko bom na hitro obrnil pločevinko, sedaj jo moram še malce segrevati in jo potopil v hladno vodo skozi odprtino pločevinke, zrak ne bo več mogel vstopiti. Para v pločevinki se zaradi hladne vode v večji posodi hitro ohladi in kondenzira, to pa povzroči, da iz pločevinke pobegne zrak in se spremeni v nekaj kapljic vode, ter tako zavzema veliko manj prostora kot prej. Tako, mislim, da je pločevinka pripravljena, pa poglejmo, če vse našteto res drži. 3, 4, zdaj! No, takole. Pločevinka se je skrčila, zunanji atmosferski tlak, ki ostane nespremenjen, je zdaj veliko višji od tlaka znotraj pločevinke. Razlika v tlaku je povzročila, da je pločevinka nenadoma in dramatično popustila in se stisnila skupaj. Ta pojav je neposreden rezultat hitre kondenzacije pare in padca tlaka v pločevinki. Pravilen odgovor je C, tlak je padel, točke bodo narasle. Bravo, ekipi!